To so podobe rudarjev po prvi noči, utrujeni, zaskrbljeni obrazi, a jasen cilj in trma jih držita pokonci. Naša stavka, mislim, da je popolnoma legitimna, da je upravičena in da je očitno, da bo treba speljati do konca. Do konca je speljati. Dobro. Tudi zaradi družin, ki jih čakajo zunaj. Podpirajo nas, ne samo groza je tle not. Doma imate v družino? Pa hči. Ne vem, ali so zunaj. Pogovorili smo se, že preden sem šel, sem jim povedal, kam grem, povedal, zakaj grem, da ne delam tu sam za sebe, delam za njih tudi prvi vrst za otroke. No, to so improvizirana ležišča, na katerih so rudarji preživeli današnjo noč tu na 250 metrih pod zemljo in okrog 15 stopinjah. Pa povprašamo kar rudarje, kakšna je bila noč, kako je bilo spati praktično tu na deskah? Ja, se sami vidite, kako je spati na deskah, ne, to ni, pač moramo zdržati, ne, dok traja, bomo videli, ne. Bolj zlomen, ko bi delo. Pa ste sploh kaj spali? Bolj šok, prematava se levo, desno sem pa ne moreš spati, da bi. Sicer rudarji poudarjajo, da lačni niso, tudi žejnine, imajo pa omejeno gibanje, po jami se ne smejo sprehajati. Ko se enkrat zboriš, ne moreš, ostaneš, se sprehodiš, ne moreš več zaspati. Zjutraj, ko prideš, veste, kaj imaš, spančke na očeh, se moraš skole se umiješ. Pa se pa skole malo poplajhamo. No, kot lahko vidimo, so poskrbeli tudi za stranišče. V te težke bivalne pogoje so jih prišli podpreti tudi zaposleni v upravi. Sicer stavkamo na svojih delovnih mestih, ampak sem prišla med njih, da vidim, kakšnih razmeri so, kakšne pogoje imajo tle. Fantje, zdaj pa res srečno, no?